Ja, sej, pa mislim, že caj, da se začnem študirati. Jaz hodim na faks, da imela boljše življenje, ne slabše. Jaz imam visoke cilje, ne? Ne, niso to visoko leteči cilji v smislu, da sanjarim. Edino to me moti, da je mogoče vsako leto težje, ko so nam rekli, da bo vsako leto lažje. Zunanje izgled je zelo pomembno, ne? Jih tudi pri faksi zelo opazil, ne? Če si preveč pesimističen, dejansko lahko upaš nad vso zadevo. Danes študentje veliko bolje vejo, kaj hočejo. Ne? Včasih pridejo že v prvi letnik s točno natančnimi željami ali pa pričakovanji ali pa kariernimi orientacijami. Ne? No in zato seveda, ko grejo tudi iz fakultete, so pravzaprav že na poti v neko jasno prihodnost. Oni imajo neke predstave. Navadno imajo neko predstavo o karieri ali pa neko veliko ambicijo, da bi spreminjali stvari. Nimamo pozitivnih vzornikov. Nismo taki, kot so na splošno mediji. Sem kritiko tiskane. V vsakem primeru so študentje, zlasti ti, ki študirajo na naši fakulteti, zelo kritični do obstoječih krivic. V enem delu pa jih zanima predvsem kariera in so pač pridni študentje. Tako se mi zdi, da pravzaprav nove generacije mladih, tudi študentov, ne znajo sanjati. Ne? Skratka, da ne imaginirajo, ne? Da so se odpovedali imaginacijam, fantazijam, sanjarjenju, ne? Lahko pa nekje so, ne? Pa da jih preprosto ne opazim. Če ljubi, tako da žure, muska je, pa še klapata prava. Samo ženska se ne zažuri. Sploh se ni več zazezati, da je pred politično s tem moram iti zjutraj. Pa še predstavitev imam. Kaj že? Vse mi bega, ker imam toliko enih informacij in pač v kratkem času se moram čisto vse zapomniti in si trpaš tiste informacije v glavo. Jaz moram iti. Pa greš? Ja, ne greš. Popoldne enkrat. Ja. V Ljubljani pač živimo sami, noben nas ne kontrolira. Greš na faks, greš ven, greš to, greš ven. Sam svoj si. Vse je stvar organizacije, kako se zorganiziraš. V glavnem je odvisno od samo iniciative, kaj potem zraven delaš, kako se samo aktualiziraš tudi na tem področju. No. Veliko je treba prebrati, veliko se treba zapomniti. V bistvu moraš razumeti, kar se učiš. Imam selektiven spomin tudi. In v bistvu tukaj se učiš lobirati, ne? Fakulteta ti da neko osnovo, vendar moraš sam razvijati. Še sama ne vem letos, kako sem naredila vse to. Kaj je tebe navedlo, da si se odločil za to šolo? Torej, jaz sem se odločil za študij družbenih ved, pravzaprav že v drugem letniku gimnazije v Mariboru. No, kasneje, ko sem slišal, da je ustanovljena v Ljubljani, to je bilo 61. leta, Visoka šola za politične vede, sem sklenil, da sem posvetil študiju na tej šoli. Moram reči, da je študijski program na Visoki šoli za politične vede precej zahteven, ker zahteva od slušatelja temeljito poglabljanje v teorijo marksizma-leninizma, v študij jezikov, pa tudi spremljanje aktualnih družbenih procesov doma in po svetu je potrebno. Jaz mislim, da je pojav nacionalne identitete v Sloveniji v prehodu iz 80. v 90. leta izrazito poudarjen, izoblikovan na visoki ravni. Medtem ko denimo odnos do političnega sistema oscilira, pride do vrhunca pred točko obrata, koncem 80. let,
ko so pričakovanja ljudi glede učinkov demokratičnih sprememb velika. Eden od razlogov, da bi prišli do spoznanja o tem, kaj ljudje dejansko mislijo in kakšna so njihova hotenja, je razlog ustanovitve Centra za raziskovanje javnega mnenja pri visoki šoli, ki teži k izoblikovanju programa in izvajanju raziskav, ki bi odgovorile na to vprašanje. Izpit je nekaj gospodskega na univerzi. Ne? Testi, to je tako, kot mene zmeri spominja na tiste šoferske izpite. Tako nekaj neakademskega. Ne, ustni izpiti so nekaj, kar bi akademizem zahteval. Gotovo. Seveda pri besedilu bodite pozorni na temo. To je neobičajna tema, to ni oglas za kalodont, ne? Neobičajna. Rekli so mi, profesor Vejca, nekoč mi je nekdo od lektorjev očital, da moji študentje ne znajo pisati vejc in to me je vznemirilo, zabolelo in potem sem izdelal en del predmeta skladnjo slovenskega jezika s posebnim ozirom na pisave vejc in to potem vztrajno poučeval in smo skupaj študirali skozi 2 semestra. Kolegi se lahko strinjamo, čista desetica to sicer ni, pač pa bomo najbrž vsi za to, da čisto desetico dobi kolegica. Absolutno se podajamo v boju. Življenje ne je izprostno, vedno težje je dobiti službo in se mi zdi, da je to v bistvu naslednja bitka, katero bom bil. Jaz sem rekel, da se ta faks ne bi zamenil za noben faks. Dobar dan. Dobar dan. Živijo. Mislim, da smo zadnji začeli obravnavati televizijske novice. Dajmo se malo umiriti, da lahko začnemo današnje predavanje. Danes je na vrsti ena dražljivejših tem. Danes vam bom govoril o historičnih avantgardah in o magnetnih poljih Andreja Bretona. Lep pozdrav vsem skupaj. Danes začenjamo z, vsaj za vas tržnike, izredno pomembnim poglavjem. In sicer smo si pogledali Hartljevo analizo vizualnega elementa v televizijskih novicah. Segmentiramo, kot veste, lahko potrošnike, izdelke ali karkoli drugega. Tema današnjega predavanja bo spremenjajoča vloga znanja v kontekstu povezovanja evropskih držav. Da trg kot nek avtomatski regulator gospodarstva ni zadosten. Z področja primerjalne religiologije in sicer primerjalna obravnava odnosa do spolnosti pri protestantih. In avtor, ki ga najbrž vi niti ne poznate, še manj pa lahko črkujete njegovo ime.
Zapiske sem bolj ali manj dobivala od sošolcev svoje smeri, ker na skupnih predmetih nas je toliko, da se niti ne poznamo med sabo. Prvi odložite ob strani, se sedete po abecednem redu. Bezjak Petra, Bernard Nataša, Švevc Ana, Švevc Maja, Roševič Maša. Ja, dosti razumljivo je pri tem številu, da določen osip mora biti. Torej, dober dan, da bi začeli s kolokvijem. Je pa odvisen od lastne iznajdljivosti, kako se znajdeš v tem cirkusu. Moram reči, da nikjer tako strašno ne izstopam, ne v plus, ne v minus, tako da sem v bistvu res ena od mnogih. Čeprav sem o tem, kako se znajti na faksu, že nekaj slišal od mame, ki je diplomirala na FSPN-ju. Lahko sem cel dan pri knjigi, ampak s tistimi pavzami, zdravimi. Ne morem se nikoli narediti tako, da zdaj bom 2 ure študirala, pa bom imela pa 15 minut pauze. Ker pa sem žučna že tam 15 do tiste ure, ne? Pravi čas začeti, pravi čas končati. Vedeti, kaj je treba delati in kje ni treba, samo to delati. Je najtežji meni razumeti grafe, ker jaz ne znam sestaviti ene zgodbe iz grafov. Na področju tehnične, naravoslovne in ekonomske informatike so že bili storjeni prvi koraki, družboslovje pa še zaostaja. Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo je lani uvedla posebno usmeritev. Družboslovno informatiko, ki je most med družboslovnimi in naravoslovno-tehničnimi znanostmi. Družboslovni informatik naj bi poleg temeljnega ter posebnega sociološkega, politološkega in komunikološkega znanja obvladal tudi temeljno in operacijsko znanje z področja računalništva in procesiranja informacij. Med državo pa načrti. Država, Slovenija, Slovenci bolj zaupajo vase kot imate kot druga država v Češki. Je to res? Ja, Zoran, diplomirali ste iz ene zelo zanimive teme terorizmom, končali ste pri internetu. Gotovo lahko rečem, da so me v življenju zanimale stvari, ki so ali nove, ali take, da se z njimi ni že ukvarjala množica pred mano. In sredi 80-ih, kot rečeno, je bil ta fenomen političnega terorizma, ki je v zahodnih državah obvladoval medije, politike, javnost in tako naprej. Doktor Vlado Benko me je močno spodbujal in mi pomagal, da sva to temo takrat obdelala, za kar se mu zahvaljujem. Imam nekako natanko v očeh, ko je prvikrat prišel k meni, zdaj se mi je nekoliko boječ, pa ne, da bi imel kakšen pretiran respekt do mene, ampak se je verjetno spraševal, če je tema, ki mi jo bo predlagal, ustrezna. Fakulteta si nenehno prizadeva, da je bila čim bolj tesno povezana s prakso. Kako to uresničujete? Prvi vzvod našega povezovanja z družbeno prakso so seveda naši diplomanti, katerih kvaliteta bi morala biti predvsem tista garancija za to, da bi jih družbena praksa ne samo sprejemala, marveč tudi zahtevala. Nekaj vrste slogan za ustanovo v javnosti je veljal, da je to
politični lemenat, če sem nekoliko grob, in da ta grob izraz tudi na tem mestu ponovim. In je bil morda tudi to eden od razlogov, da tedaj, ko smo prišli v konflikt z politiko, javnost ni docela stala na naši strani. 65. nas je bilo na fakulteti, morda 3-4 habilitirani. In to je bila tista čer, ki se nam je zataknila oziroma preprečila, da bi dobili primerne sogovornike na univerzi. Tako da je do dejanskega vključevanja fakultete v univerzo prišlo šele okoli 1969. leta, se mi zdi. Interesantno je, da bo pri nas odnos v drugem letniku, se pravi po končani prvi stopnji, drugačen kot na fakultetah. Namreč več kot 2/3 slušateljev prve stopnje bodo odšli direktno na delovna mesta v organizacije, podjetja, ustanove in tako naprej. In samo 1/3 bo nadaljevala študij na drugi stopnji. Ja, moji spomini gredo 40 let nazaj. Takrat, ko je bila ustanovljena Visoka šola za politične vede, ko smo prvič vstopali v prag te visokošolske ustanove. Takrat nas je bilo vsega skupaj 35 študentov, ki smo začeli drugo stopnjo tega šolanja. Gledam te veličastne zgradbe, moderne in jih primerjam s starimi. Velika razlika je. Tako velika, kakor je razlika tudi med vsebino tedanje visoke šole, ki je začela, kot smo dejali, pred 60 leti, in seveda tisto, kar danes nastaja v teh zgradbah visokošolskega študija. V bistvu naslov nima veze, ne? Če jim bo film všeč, v redu, če jim ne, tudi v redu. Seveda pa jim bo. Igram Vilharda Božiča, mladega maturanta, ki je blago rečeno debil. Z mano se na ben zabal. Torej, sedaj smo se tukaj soočali z dvema kamerama, ustvarili smo prostor objektivnosti, ali se boste kameri zaljubili ali pa zasovražili. To je sedaj na nas, da izvemo in dokažemo. Da naše ideje izpeljemo tako, kot smo se jih mi zamislili, seveda. Ne verjamem v besedo kreativnost. Beseda kreativnost je prežvečena in 100-krat izpljunjena in zalepljena po te klopi in spet pobrana in spet prežvečena. Blef je signal na televiziji, da je to EPP včasih, danes so to oglasi. To so blefi. To so v bistvu variacije na eno in neskončno temo, na temo potrošništva, na temo gonile sveta, na temo popolnega kapitalizma. Imamo zelo dober feedback, privabili smo celotno ekipo RTV Slovenija. Sem v naše prostore v sred podzemlja, nekje med podgane. Mi se trudimo. Kje se vidite čez 5 let? Po moje bomo obvladovali svet iz kakšnega podzemlja. Tako. Bomo vsi dobili nekaj malega denarja za plačo in bomo živeli vsak v svoji firmi mali in živeči v tem šepove čevlje. To ne. Oči, mikrofone, plakate, reklame, sploh imamo, ja. Čakaj, ni to njega področje. Stivo je tam. Točno, nisi prekrilati publika. Ja, a to bi vi rabili že vse, ali kaj? Mi bi rabili reklamo, zato da bodo ljudje vedeli. Mi imamo čez en teden že premiero, imaš tukaj časa? Pa zdaj. Za kakšno jesen bi se lahko zmenili? Mi imamo čez en teden premiero. Zdaj imamo izpite, veš, ful smo delali čez vse leto in zdaj. Ne vem, gledam se ni prej nač učil, ker zdaj je vsi težko. Tako na koncu se luči ugasnejo. Amo kva naredili? Ja, na konc, veš tako, Jure. Ti star na konc. Kaj da? Protestiramo. Protestiram!
Protestiram, ker se nihče noče pogovarjati z mano! Ne sedi! Gledaj film! Malo tišje. Če ne morate tiše, pejte malo tjale se presel. Res, da se delati, če je takšen gozom. Prav, da nam spet prišel ven. Ker pa bomo za danes končali. Prav, tiho bom. Ne bi bilo gospodarstvo čist liberalno, kot se zalaga ta Tečarjeva pač Reagan. Naj bi bile določene socialne pravice, naj bi se država do neke mere lahko vmešavala v gospodarstvo. Še zadnje vprašanje. Neoliberalizem, neokonzervativizem, nova desnica. Fizično telo lahko umre, medtem ko politično nikoli ne. Dobro. Jaka na stran. Na stran. To je čista desetka. A ja, točno. Vsak državljan ima pravico, da se pritoži na odločitev sodišča. To zaplavdeva reči, kaj je to grafe paranomon? Mi smo smatrali, da to ne more biti kadrovska institucija, ne more biti institucija zaprtega tipa, marveč mora biti odprta. Ne samo odprta v slovenski prostor, marveč tudi navzven, evropski svetovni prostor. Mislim tu predvsem na stik z znanostjo, na politološki, sociološki in kasneje komunikacijski ravni. To so se stvari začele zapletati predvsem tedaj, ko je politika razumevala nekatere nastope naših profesorjev v javnosti, v tisku, v revijah za neprimerne. Ja, po mojem mišljenju je bilo to naperjeno predvsem proti fakulteti, ne proti nam štirim. Ne. Mi štiri smo bili v bistvu pravzaprav pač statisti, ki so nujno potrebni v igri, ki se igra. Igra, ki se igra, je pa to, ne, da je fakulteto treba spraviti pravzaprav nazaj na zdrave temelje in ustvariti na dno pravzaprav politično kontrolo. S tem pa, da so nas štiri ven spravili, so seveda pa obremenili grozovito vse ostale kolege, ki so noter ostali in moralno izolirali so jih. Ne. Posledice so bile zelo hude in to ne s tem, da smo morali nekateri iti iz fakultete. Hude so bile zaradi tega, ker so nas morali kolegi ali pa ker je bilo planirano, da nas kolegi spravijo z univerze. In tisti, ki je žrtev, ima mu ostane veliko več prihodnosti, če ostane živ, ne. Kot pa tisti, ki je to delo moral opraviti. Ne. In v tem je ta peklenska pravzaprav igra. Ne. Mi dve prideva ob dveh, ne, in začnemo čistiti v drugem nadstropju pisarne profesorjev, potem se pa začne v pritličju med predavalnicam, WC-ji. Nabito polne predavalnice in selitve študentov na bližnji fakulteti bodo že čez 2 leti preteklost. Na tem mestu bo namreč zraslo največje družboslovno središče v Sloveniji. Upam, da bo gospod dekan s tem ključem znal odpreti predavalnice oziroma ta objekt, tako da vam ga predajam. Znanje vse mi pomeni. Zato smo v Ljubljani, zato študiramo. V bistvu, kaj na faksu dobiš, je to, da se naučiš učiti. Znanje je potrebno, da biš nategnil ljudi. Študij na FDV. Čisto iskreno, lahko bi bil boljši. Študij FDV-ja, meni se zdi v redu. Glede na to, da ko sem prišla, nisem imela kakšne lunce.
Živeli, kdor ima veselje do tega. Ta ustanova je nastala v času, ki so oddaljeni od nas že 40 letja in za katere mnogi sodijo, da so bila povsem temna. Vendar pa se s prijetnim občutkom spominjam, tako smo začeli ustanavljati to šolo, smo začeli vnašati mnoge nove poglede. Moram reči, da smo bili celo malce štrebarji. Če se spomnim Marije, kako je zapisovala te naše zapiske iz predavanj in nam jih razmnoževala, da smo se potem tudi iz njih učili vse literature. Tudi takrat ni bilo kaj dosti. Kot je Atena rekla, materialov smo imeli malo, ampak znanja smo hoteli pridobiti čim več. Tako da nam danes ni težko pogledati nazaj na teh 40 let in reči, da je bil kapital ljudski in v znanju dobro vložen. Za našo socialistično samoupravno družbo je zelo pomembno, da dobi v izobraževanju mlade generacije in delovnih ljudi čim pomembnejše mesto razumevanje družbenih procesov, gibalnih sil in zakonitosti teh procesov, posebno pa razumevanje razvoja socialistične samoupravne družbe in sodobnih socialističnih gibanj v svetu. Fakulteta je pač en rezervoar informacij, kdor ga ima ali pa kdor ga monopolizira, tisti ima prednost. Tako da je bilo tudi znotraj partije kar precej različnih skupin, ki so se hotele polastiti tega znanja. Samo po sebi pa to absurdno, ker če se hoče znanje polastiti, tisti trenutek, ko se ga polastiš, tega znanja ni več, oziroma to je tako, kot če zrak stiskaš v rokah. Z veliko radostjo v srcu prevzemam ta simbolni ključ. Bernard Shaw je rekel, da se pametni prilagaja svetu, neumni pa hoče svet prilagoditi sebi. Odnosi so zelo formalni, s tem, da so nas tudi na začetku leta opozorili, da 6 ali koliko nas je v prvem letniku, ne samo, da nimamo imen, ampak tudi številk nimamo svojih. Ta fakulteta nas ne uči to, da bi se mogli prodajati. Sam to nas bo verjeten prisilil življenje, če se nam odločili za kakšno drugo pot, da zavračamo to. V to nas sili že cel svet. Jaz se sprašujem včasih, kaj je narobe z mano, ker nimam odličen, kaj bom jaz tam čez 5 let. Da ena ameriška psihološka fora je, da si zamižiš, pa si zamisliš, pa se vidiš čez 10 let. Moram reči, da je študijski program na Visoki šoli za politične vede precej zahteven, ker zahteva od slušatelja temeljito poglabljanje v teorijo marksizma-leninizma, v študij jezikov, pa tudi spremljanje aktualnih družbenih procesov doma in po svetu je potrebno. Če gledam danes na fakulteto, se mi zdi, da ima fakulteta, da gre preveč v širino in po številu predmetov in po številu študentov. To gre, ne vem, 20 ur, 30 ur, ker je pač konc leta, ni več toliko, to moraš pač na začetku leta začeti, zdaj pač proračun izpraznem, se pač ne da več dobiti. Tako da to so pač samo ogromni stroški.
meni odvisen od režiserja, koliko jih bomo dobro rešili. Poglejte ljudi, mi smo 2 meseca tukaj. 2 meseca delamo, ne? Razen volitev imenovanji ne počnemo ničesar drugega, samo imamo točko razno. Imamo komisijo za študentsko problematiko, skozi govorimo o knjižnici, govorimo, vem, to smo že rešili do neke mere, ampak mi moramo vse na fakulteti dati vedeti, da bi radi nekaj spremenili. Če ne bomo nikje začeli, se zadeva ne bo spremenila. Ne, knjižnice še nismo rešili, ne vem zakaj, ne stvari do konca ne rešimo, knjižnice recimo. Ja, no, to bomo že skozi pravili. Mi smo se o tem tukaj pogovarjali in jaz sem pal pač. Ja, in on ti se neko, da nič ne moramo narediti. Ne. Jaz sem šel o tem govor na komisiji za študijsko problematiko, ne? Čakaj malo, to je tvoje osebno mnenje, razumeš? Ne, to bo se zgodilo. Zakaj bi se to zgodilo? Dole, če gledam, imam tudi občutek, da je bilo bistvo, bolj kot študirati, je bilo bistvo naprej nekaj spreminjati. Ja, mislim, da je bilo bolj kot znati tisto, kar ti profesor pove, največkrat je bilo bolj oponirati tisto, kar ti profesor pove. Zelo pogosto smo imeli izpite, da smo se prepirali s profesorji, kar so tudi v glavnem zelo dobro jemali. Celo to, če si znal argumentirati, pa se z njim prepirati, je rekel profesor, dobro, jaz sem celo predmet profesor rekel, čisto nič niste študirali, niti knjige niste odprli, ampak znate pa izjemno dobro misliti, pa mi je dal 8. Prvo leto sem stanoval v domu, vem, da sem zelo malo hodil na predavanja, ki je bilo zelo fajn, sem se vse druge stvari počeli. Izkazala se je, da je stavba, ki je bila zgrajena leta 1963, torej pred izdajo posebnih potresnih predpisov v gradbeništvu, v primeru močnejšega potresa katastrofalno nevarna. Pri vseh dobrih novinarskih člankih mene zanima, kdo je zakaj kriv. Ja? Samo stanje, študentski dom se bo podrl, zato ker so ga gradili, ko so gradili prizidek, niso pazili na temelje, je dejstvo, ki ga povem v 20 sekundah. In ne rabim 3 minut prispevka za to, da to isto zadevo razlagam naprej. Ja, danes se probila miza. Z mladimi novinarji. Kaj je Blažič, kaj je on napisal komentar? Studiozo. Ne, on je napisal v svojem primeru, kako se njega vrti iz tistega časopisa študentskega. In Teja je naredila s predsednikom kluba nekaj tajnega. Ja, mislim, samo je taka, ne vem, pol strani. Jaz bi skrajšal tako, da bosta njegov članek in od Teja, da bosta... Ja, ne od Teja, da je toliko ne. Ja, no, pa daš tej en stolpec, pa njemu vsi ostali. Pa magari ni slika, pa greš čez obje strani. Ne, tu moramo narisati, kako njega tako brcnejo iz časopisa. Ta šola vzgaja dobrega novinarja, če se sam študent prizadeva. Namreč dobi dosti teoretičnega znanja, seveda nekateri pravijo, da jih ta šola preveč vzgaja kot neko semenišče, vendar jaz ne bi s tem strinjal. Namreč neko teoretično znanje, podlago vsekakor mora imeti, če ne lahko novinar kmalu zdrkne na raven navadnega obrtnika, ki piše stolpce samo za svojo lastno eksistenco. Če hočemo ta razvoj pregledati, moramo se ozrti nazaj, ko smo snovali Visoko šolo za politične vede. Tam se je začelo že novinarstvo in tako naprej, druge moderne stroke so se začele, politologija, komunikologija, sociologija. Samo takrat nismo govorili o komunikologiji, ker jo še ni bilo, ampak smo govorili o novinarstvu. Moram pa povedati, da je bilo bistveno to, da so na našo fakulteto prišli profesori iz Ljubljanske univerze. To je bil recimo profesor Goričar, Jože Goričar, oče slovenske in jugoslovanske sociologije.
tem ste uspešno zaključil študij na Fakulteti za družbene vede in prejel naziv univerzitetni diplomirani sociolog.